Pozdravljeni v oddaji Petkov Ekstrem. Kaj se smeješ? Ne, čupam, da je vratil zdaj. Upajmo. Tretjič snemamo zaradi tehničnih težav. Se dogaja, tudi najboljšim. Tako. Petkov Ekstrem. Povej, v čem boš današnjo oddajo imel? Danes sem jaz naredil en seznam 10 najbolj čudnih smrti, Okay. hecnih, mogoče bizarnih bi bila najboljša beseda, ki so se zgodile v zgodovini. No. Zdaj se ne moram delati, da ne vem, kaj si mi že dvakrat povedal. No, ampak Okay, ja. vsem se lahko še zmeraj. Ja, wow. Da, res? Ja. O tem? Cool. No, v glavnem, da sem pa naredil ta seznam, sem pa 3 pogoje upošteval. Ne. Okay. Se pravi, naredil sem tako, da se 19. stoletje že ne upošteva, se pravi, gre od 19. stoletja nazaj. Gledano. Okay, se pravi, proti 19, 20, 21. Proti nič, oziroma še minus. In še nazaj. Okay. Tako bo šlo. Pol drug pogoj je, da sem izključil smodnik, torej brez pištol, ker tukaj je prišlo do nesreč velikih. Ja. Recimo, leta 1871 je en odvetnik, ki je zastopal enega klienta, ki so ga obsodili, da je nekoga ubil, je na sodišču se je samega sebe ustrelil, da je dokazal, da je lahko tisti človek naredil v bistvu samomor. Tako je zelo, svojo službo je zelo zares vzel. Je res je pokazal tako, kot se zagre, a ne? Ja. On je bil uproščen, tako da je nekaj dosegel. Sam odvetnik ni imel veliko tega, a ne? Tretji pogoj pa je, da se izključijo samomori. Se pravi, samomori, to se ne upošteva. Ne? Ker naprimer leta 210 pred Kristusom je kitajski cesar Qi Shi Huang je spil živ srebro, ker je mislil, da ga bo to naredil nesmrtnega. In žal ga ni, seveda ne. Prej je v bistvu umrl, ker pa se kar lotimo. Bom pa tako šel, da ne bo šel od najstarejšega do najmlajšega, ampak lih kontra. Se pravi, najbližje našemu obdobju. In ta prvi je Adolf Fredrik. To je bil švedski kralj, ki je bil kralj med leti 1751 in 1771. In je v bistvu znan kot človek, ki se je preveč najedel in je zaradi tega umrl. Res tako? Za en kosil je imel jastoga, ribe, kisozele pa kaviar. Čeprav to še ni tok, ampak ubil ga je pa 14 sladic. Na konci prvošel. A to so imeli že takrat to gna? Ja, dobro, če je bil. Ja, če je bil kralj. Si lahko tudi. Kakšne sladice so pa imeli takrat? Ja, ta je jedel neko tradicionalno švedsko, ki je na osnovi samega cukra narejen. In pač so se mu žile zapacali. Je bilo, ubohaj. Ta drug je Jean-Baptiste Louis, oziroma Giovanni Battista Louis, v bistvu francoski skladatelj italijanskega rodu. In on je bil on je pesmi pisal, opere je pisal in tako naprej. In ko je enkrat, se pravi leta 1668 je dirigiral orkestru, takrat je bilo dirigiranje, ni bilo kot danes s palčko, ampak so iz takt so dajali iz palco. In ko je delal ta takt, se je v nogo zapičil, odklonil je zdravljenje, dobil je gangreno in umrl. Zakaj pa je odklonil zdravljenje? Ja, ne vem, očitno ker se je bil neumazdel, nisem zares s tem. No. Ja, no, zaradi tega pač nimajo zdaj več tega, ampak imajo palčke. Ja, mogoče tudi kaj to pripomogel k temu. Lahko da. Ta tretji je v bistvu nek nepomemben, ker več ali manj so vsi bolj pomembni ljudje. Ja, se ponavlja tudi tistih, se piše. Se je pisal. Nek Anglež oziroma Britanc James Betts, ki je leta 1667 je svojo izbranko, bomo rekli, je se imel lepo v spalnici in sta slišala, da gre v te izbranke oče, da gre proti spalnici. Se je hitro umaro skočil in umara je bila tako zaprta, da se je zadušil in umrl. Kakšne umare so pa imeli takrat? Zelo posebne, očitno.
Da se obmari za dušo. Ja, Fuck. Ja, no, lej, se je pa vsaj skriv, ne? Skriv se je pa fenomenalno dober. Kako je bila še una vesela, ki je odprla omaro? Ja, ona je v bistvu pol tudi samomor naredila, ker... Ja. Ja. Ker tako Romeo in Julija. In pa se je on Ja, zbudil. niti ne, to je malo drugačna zgodba. Ne? Ja. No, potem imamo 1567. Je bil župan mesta Branov na Bavarskem, današnja Avstrija, Hitler se je rodil Ja. tukaj. Se pravi, takratni župan Hans Steininger je umrl tako, da se je spotaknil ob svojo 1,5 metra dolgo brado. In da je padel po stopnicah in Je umrl. je umrl. Ljudje ne si pušati 1,5 metra dolge brade. Ja. Bog vidi, koliko cajta si jo je pušal, po mojem od samega začetka. Ne? Najbrž se nikoli v življenju bril. Verjetno. Ja, mislim, zanimivo, ne? Pa imamo češkega kralja, Ivan Bohemski, oziroma Ivan Češki, bi rekel, ki je bil znan tudi kot Ivan Slepi. A je bil slep? To nekaj namiguje. Slep je bil? Ja. Med leti, on je bil, se pravi, češki kralj med leti 1310 Slepega kralja so imeli. 1346. Ni bil slep od rojstva, slep je bil nekih 10 let pred smrtjo, je uslepel, ne. Okay. On je imel to zelo tako burno politično življenje, lahko bi bil rimsko-nemški cesar, pa je odklonil, pol je hotel biti, ko je bil že nekdo drug. Skratka, veliko se je dogajalo in v zadnji bitki, v kateri se je deloval, bitka pri Kresiju, je slep že bil, ampak je vsem poveljeval pred straži. Se pravi, bil je na konu in takrat je bila 100-letna vojna med Francozi in Angleži in je slep iz konam šel proti Angležom in voilà. Kaj pa je pričakoval, da se je lahko slep boril? Ja, lej. A je imel vsaj psa? Ne, neč kona je imel, pa mu ni jih pomagal. Ni ga dobro straniral, a ne? Potem imamo Bela, prvi ogrski, je bil ogrski kralj med leti 1060 pa 63. On je vladal v zelo nekih težavnih razmerah. Takrat v njegovem času je prišlo do drugega velikega protikrščanskega upora. On je zadušil ta upor. No, umrl je pa tudi na tak način, da je v bistvu nad prestolom je imel nek baldahin, nek nadstrešek in ta nadstrešek se je zrušil na njega in kaj pokopal pod sabo. Mislim, tukaj danes se bomo naučila, kakšnih stvari ne smeš početi v življenju. Ne smeš imeti recimo nadstreška tam, kjer sediš. Kot bova prišla po seznamu, už vidite, tudi to ni dost. Ok. No, Okay. potem imamo leta 892, je en viking Sirgund Mogočni. On je pa doživel najbolj pravično smrt oziroma neko karmo, ki ga je doživela. Ne? On je pozval na boj enega drugega vikinga po imenu Mel Brikte v nekem boju 40-40, torej nekaj tradicionalno, ne 40 mož na 40, pa se gremo boriti. Ampak, se pravi, on je rekel, ne, pojmo 40-40, ta Mel je prišel s 40, ta Sirgund je pa z 80 prišel. In kaj je bilo, ne, številna premoč, oni so seveda zmagali, poj pa zelo arogantno je odsekal glavo temu nasprotniku, jo privezal na kona in je jahal, ne, in medtem ko je jahal, je v bistvu zobe od te glave so mu naredile rano v nogi, zastrupil se je, infekcijo je dobil in umrl. Proti je. Če bi 40-40 pa bi zmagal, se mu to sigurno ne bi zgodilo. Pa tudi, če bi umrl, bi bilo vsaj fair. Ja, točno to. No. Mogoče punto naredil. Ne, kaj pa ve. Potem imamo... Koliko časa je pa potem umrl? Po tistem? Po tistem, ne vem, nisem to gledal. Gotovo je, da ga je v bistvu na koncu bil... Ga je v bistvu on ubil, ne. En drugega sta. En drugega, ja. Zelo fair je bilo, ne, konca. Ni bilo za unga te drugega, ki je bil brez glave, ki je sam 40 in ki je bil pošten, ni bilo glih fair, ne. Sam saj un si zaslužil. Na konci je pa res ta karma prišla.
Potem imamo na 8. mestu je Li Bai, se pravi, en najpomembnejših kitajskih pesnikov vseh časov, ga imenujejo tudi kot nesmrtni pesnik, še zmer nekih 1100 pesmi še zmer ohranjenih njegovih. Je pa prek svojih pesmi je zelo opisoval ljubezen do alkohola in drugih Tak, Prešeren 2. V bistvu prvi, ki se je prej rodil. Ja. V bistvu, mogoče mu je bil Prešeren vzor. Mogoče. Leta 762 je pa zelo ironično, se ga je napil, pa šel na čoln sred jezera, tam se je zaljubil v lunino cev, hotel je poljubiti luno, padel v vodo, utonil. Ja, lej. Se zgodi. Ja, lej, ženske so hudiče, ne, tudi če je tista luna, veš, lej, ga je že pokopala. To je to, Ja, no, potem imamo, pred zadnjim mestu je grški filozofski stoik Hrizip. On je, gledajte, tukaj malo čudno vse skupaj, on je futril je svojega osla iz figam, ne, in to zelo ga je zabavalo, to, da je osel, ne vem, fige je. Nisem imel telefonov pa igrc. Poj pa sužnju rekel, da ne bo da še vin zapita, ne, da bo fige jedel pa vin pil, in on mu je dal, osel je res začel piti in ta človek se je začel toliko smejati, da je umrl. Ne smem se tako smejati. Dejansko je od smeha tudi lahko umre. Smeha, ja, ni do zraka prišel. Ok. No, bomo še zadnjega. Je pa grški dramatik Aeschyl, je živel med leti 525 pa 656 pred Kristusom. In je, se pravi, en med te velike trojke, bo nekaj dramatikov, poleg Sofoklesa in Euklida, se pravi še Aeschyl. Umrl pa na tak hecen način. Ne. Ubila ga je želva. Počakaj. Kaj? A ni bil dosti hiter? Čakaj. Želvo je pa vrgel orel na njegovo glavo, ker je zamenil njegovo plešasto glavo iz skalo. In je umrl, ja. Čakaj, se pravi, orel je letel? Orel je letel, on je bil zunaj, mogoče ga je pisal, je zamenil, vrgel dol, želvo in direkt je ubil. Ja, to je pa to. Zdaj, klele je še nek dodatek, sam to je verjetno pol malo kasneje, vse skupaj neka pravljica ali karkoli, da je v bistvu, da se je ta zelo vzuni zadržal, zato ker da mu je bilo prerokovan, da bo umrl, ker bo nekaj na njega padlo. Aha. Ampak vsem. Ampak se pravi, to je verjetno tako malo. Ja, pač malo zgodbice. Potem reči, ni težko. Ja, no. To je to, a ne? Zanimivo je bilo. A so kakšne slikce tudi od teh? Slikce so se vmes odvrtele, ko sva to govorila, sam nisi opazil. A ja. Ups. Ja. Ok, cool. Poj pa to, a ne? Mislim, da sva zaključila z oddajo. Lep petek. Tako je. Pa se vidimo drug teden oziroma čez 2 tedna, ker ne vem, če bova drug teden imela čas, ker bova delala za prihajajoč filmček. Tako da, lep petek. Lepo se imejte. Čau.